malo imam zadržka, ker vem, da vam niso všeč take smeri. Kaj filozofiraš? Nismo še tako spiritualna kot ti. Ne, v Ameriki se filozofija, po mojem, bolj ceni, no? Pa filozofi. Mislim, da imamo malo biasa v Sloveniji. Čakaj, misliš reči v 4 velikih razvitih mestih v Ameriki se to ceni? Ja, to je res, ja. Do tistega, kar imam jaz dostop. Ja, ok, mogoče kdo v New Yorku, pa v LA, pa San Francisco to ceni, ampak marsikdo na podeželju pa, ja. Absolutno, ne. In mislim, da je to ful korelira z tem, a imaš ti bolj vrednoto delo, pa ne bluzenje, ne? In pol filozofijo tretiraš kot neko bluzenje, ki nima uporabne vrednosti, ne? In to jaz mislim, da je ful velika napaka, ker ima najbolj uporabno vrednost. Ampak jaz ne krivim folka, jaz krivim filozofijo, ker filozofija je šla na nivo, ki je totalno neuporabna, ne? Ne, to ni res. Kaj ne? To je pa nonsens, kaj si zdaj rekel. To pa ne verjameš, da je filozofija šla, da je... Kjera, daj malo bolj specifično, ker imaš, azijsko filozofijo, kaj sploh filozofija je, ne? To je spraševanje vprašanj, zakaj... Ne, čakaj, recimo. Je čist jasna definicija, to je ljubezen do modrosti. In ti si prej ful omenil... Samo moraš definirati, kaj je modrost. Ja, sej pa gremo pa naprej. In če rečeš, da v bistvu je dober človek tist, ki je good oziroma prijazen do okolice, do sebe in s tem prepoznaš modrega človeka, ne? Je on v bistvu zelo filozofski človek. Ali pa dobro filozofijo ima. Tako. In to, kar si rekel, da je filozofija, da je v filozofiji se skriva problem, da je, kako si rekel, da včasih filozofija gre na nivoje, kjer je neuporabna. Zdaj si malo spremenil, kaj si rekel včasih. Filozofija... Ko si šla je. Ja. Ne, ok, mislim. To se strinja. Ja, nisem mislil absolutno, če filozofija je za nas. Ne more, zato ker filozofija že načelno se ukvarja z vprašanji, na katere trenutno še nimamo odgovora, ne? In iz filozofije ti potem lahko, iz filozofskih vprašanj lahko ti postaviš znanstvene hipoteze, ki jih testiraš in če nikoli ne ugotoviš nobenega nekega zaključka, ostajajo v domeni filozofije, ne? Sej filozofija se je začela tako, da se je človek spraševal več stvari, ne? Kaj je dobro, kaj je slabo, a obstaja zlo ali ne, good and evil, zakaj stvari padajo na tla, ne navzgor. A veš? In pol, ko si ti dubu neke teoretske osnove, ne, a veš, matematika se razvija iz filozofije in tako naprej, fizika, ne, si v bistvu poskrbel, da je filozofija bila temelj vse znanosti, ne, in ne moreš tega trditi, da je, filozofija je osnova znanosti. To pa ti verjameš, da vsi filozofi delijo, oziroma, filozofijo, ki jo delijo, je uporabna za človeka. To je spet odvisno v kateri situaciji. Sigurno, ko ti stari se utaplaš in hlastaš za zrakom, ti filozofija nič ne pomaga. Takrat, ko pa lahko, ko so pa vse tvoje potrebe zadovoljene in lahko s prijatelji se pogovarjaš, kako narediti boljši svet, je pa filozofija osnova za to, da lahko prideš do odgovora. To je to, ne? Ja. Zakaj sem poimenoval to dialog, ne? To je pač iz grške besede dialogos, ne? In to je filozofija, niti eno sekundo ni bilo filozofije na tej oddaji, ki jih imamo 13, ali koliko, 13, ne? To je koliko, 100 ur? Niti eno sekundo, da ne bi bila to filozofija, ne? Zato to je zelo široka stvar, ne? Ampak daj povej, kaj misliš. Jaz mislim, da filozofija Že s tem, že s tem, ko se pojaviš tukaj, Jani, vsakič, s tem si dal dokaz, da je filozofija uporabna. Ker če bi ti rekel, tole, kar mi zdaj klet delamo, nima uporabne vrednosti, jaz bi lahko biznis delal? Ne. A veš, ne. Jaz mislim, da nisem jaz prav izrazil, ali videl niste prav razumela. Jaz ne... Prvo, po moje. Daj povej še enkrat. Ne,
moj dvom ali pa moje vprašanje je, a verjamete, da je včasih filozofija ali pa filozof, ki filozofira, namen tega, ima samo sebi namena. Ne, pa ima tudi na robe, recimo, mi smo se o Ayn Rand pogovarjali, mi dva sva ful nasprotnika njene filozofije, ti je všeč njena filozofija in pa mi filozofiramo skupaj, čemu je tako, ne? A veš, tako da jaz mislim, da obstajajo neuporabne filozofije, valjda, ali pa filozofije, ki škodijo, ampak rešitev za to je boljša filozofija. Da premaga uno slabo. Ne? Ok, to pomeni, obstaja filozofija, ki je neuporabna, če je slaba. Nič ni neuporabno, ampak to je zdaj že filozofiranje. Popravim svojo besedo. Vsa filozofija je uporabna, če želiš, ampak ena je pa slaba. Tako, ja. Kakšne so slabe, po mojem mnenju. Okay. No, meni se zdi, da imaš filozofije, ki so manj uporabne in imaš filozofije, ki so bolj uporabne. Vse to se oba strinjava. Ja, malo hlapno govori, ampak ok. Čakaj, to je bilo točno zdaj. Sej ene filozofije so manj uporabne. Kaj s tem poveš? Kaj, ene smeri filozofije ti niso všeč? Je recimo Ayn Rand objektivizem. Aha, ok, neke filozofske ideje. Sigurno mislim, jaz sem tako razumel. No. Sigurno so neke filozofske ideje, ki mogoče ni... smo se okrog njih že vse zmenili, no, bi jaz rekel. Pa ne ponujajo več neke... a veš, vse včasih je bil del, ne vem, da so moški bolj inteligentni, ne? Načeloma. Da so moški v bistvu vrh človeškega razvoja, ne? Mislim, zdaj, kdor bi na novo to filozofijo odprl, bi verjetno bil zasmehovan. A to ti je dober, bi bil ta filozofija? Zasmehovan, ne? V znanosti. Nekatere, so pa še vedno ful zanimive. Tako da to se strinjam. Nekatere ideje so slabše od drugih. Sigurno. In ene bolj uporabne in druge manj. Ja, ampak to ni trditev, s katero si začel. Zato sem te takrat popravil. Ja, se je popravil. Ker sam se škraba. Ker rekel si čist drugače. Rekel si, filozofija je šla v slabo smer. To je čist nekaj drugega, kot ene so. Nekatere vaje filozofije so manj uporabne. Jani, tukaj ne moreš. Nisem jaz to rekel.